Jaz sem Jana Bauer, sem pisateljica in urednica, kar pomeni, da večino svojega časa posvečam knjigam. In v njihovi družbi mi je vedno zelo lepo. V svojem službenem času se ukvarjam s teksti drugih avtorjev, kadar pa si vzamem prosto, napišem tudi kak svoj tekst. In če mi čas dopušča, potem grem najraje pisati v eno tako čudežno vas. Ta vas leži v Kostelu pod eno ogromno skalo, ki se ji reče Koželjska stena. In v tej vasi se je nekoč rodil moj oče, še danes pa živi tam moja mama. Imamo eno krasno reko, ki se ji reče Kolpa. In kadar poletja niso preveč živahna in ni preveč ljudi in Kolpa ni preveč mamljiva, se usedem v svojo sobo in začnem pisati. V tej vasi sem pravzaprav preživela veliko časa v otroštvu. Hodili smo na počitnice, na vikende. Takrat nismo imeli niti telefonov, niti računalnikov, tudi televizije nismo gledali, smo pa zato večer za večerom sedeli zunaj za mizo in pripovedovali. Sosedje, pa prijatelji, pa moj oče so vedeli povedati veliko starih zgodb in anekdot, zgodb o zakladu, ki je menda še danes tam pod to Koželjsko steno zakopan in ga še nihče ni našel, pa zgodbe o prababici in pradedku, ki sta šla v Ameriko in se potem vrnila, pa zgodbe o tihotapcih in divjih lovcih, pa tudi malo bolj strašljive zgodbe o dušah, ki so tavele tam okrog, pa o hudiču, ki se je klatil in si kar naprej neke norčije izmišljal, ampak so ga te Kostelci vedno uspeli nekako ugnati. In vse te zgodbe so se zbirale nekje v meni in nekega dne skočile na papir. Sicer v nekakšni preobleki moje domišljije, ampak še zmeraj se mi zdi, da izvirajo prav iz te vasi in prav iz tistih pripovedk. Če bi me vprašali, katere 3 knjige vzamite s seboj na samotni otok, bi vam zdajle svetovala takole. Ding dong zgodbe. Na eni strani imamo dečka, ki je glavni junak, in na drugi strani deklico. Oba pa se srečujeta z takimi malce pravljičnimi junaki, in sicer s kraljično, ki se noče poročiti, pa z gusarji, ki ne znajo poštevanke števila 7, pa z čarovnico, ki je malo zdolgočasena in ji grejo same neumnosti po glavi. In če bi na ta samotni otok slučajno šel z vami še mlajši brat ali sestra, potem pa bi vam svetovala še, kako prestrašiti pošast. V tej knjigi najdete napotke, kako izpod postelje zbezati še tako zakrknjene pošasti. Tretja in moja najljubša knjiga pa je Groznovilca. Groznovilca je pravzaprav izšla v 2 knjigah. V prvem delu Groznovilca pride v hudo hosto, v drugem delu pa Groznovilca preživi divjo zimo. Groznovilca je eno tako majhno, namrščeno bitje, ki je v resnici vila, ampak taka malo posebna vila, ki preklinja, pljuva, viha rokave in grozi, da bo koga pretepla. Da pa je taka, pa niti ni tako čudno, kajti njena prababica je še bolj muhasta. In ker ji Groznovilca nekega dne razbije šalčko za kavo, jo prababica nažene in Groznovilca mora v tem takem čajniku z balonom na vroč zrak odpotovati neznano kam. In južni veter jo prinese v hudo hosto. Huda hosta je sicer huda samo po imenu, v resnici pa tam živi en kup enih prijaznih živali. Ene so pa tudi malce tečne, na primer jež. In ko Groznovilca pristane v hudi hosti in zagleda ježa, se takoj z njim počeše. Jež je seveda grozno besen in takoj gre k sovi in takoj zahteva, da se Groznovilce znebijo. Ampak druge živali se nekako ne strinjajo z njim, pravijo, da eni taki neotesani groznovilci lahko koristi nekaj blagih besed in kakšna topla šapica in
točno tega se tudi držijo in tako groznovilca ostane. Vzame si sicer duplino, v kateri je veverica sušila svoje lešnike in naredi še kakšno neumnost, ampak vseeno ostane v hudi hosti. Groznovilca recimo ima tudi take čudaške navade. Naprimer, po noči gre zelo rada skakati po lužah. In ko se vrača z enega takega skakanja, pride do ene jame. V tej jami je pa veliko črne mivke. In čeprav je tam tabla, na kateri piše pojdi raje stran, ker ta mivka ima eno tako neprijetno moč, groznovilca seveda ne bi bila groznovilca, če si je ne bi takoj nabasala polne žepe. In ko potem pride do svoje dupline in jo tam čaka razjarjen jež, pa veverica, pa polh, se jim gladko zlaže, da je to čarobni prah in da če si s tem prahom posuješ lešnike ali hruško ali pa recimo kožuh, potem se bo vse to namnožilo. In seveda tako jež in veverica in polh vsi si želijo tega čarobnega prahu in groznovilca da vsakemu en ščepac. Potem si posuje z njim kožuh in lešnike in hruško in potem se zgodijo ene grozne stvari. Recimo lešniki oživijo in začnejo loviti veverico. Zdajle vam bom en kratek odlomek iz tega dela prebrala. Gorje, gorje, je kričala veverica, konec sveta se bliža, moji lešniki so podivjali, požreti me hočejo. In res. Cela četa lešnikov je skakala za veverico. Sovi, še manj medvedu, nikakor ni bilo jasno, kako je kaj takega mogoče. Toda veverici je bilo treba pomagati. Pasti, se je domislila sova. Veverico so pred njenimi lastnimi lešniki rešili s pastmi, ki jih je izkopal polh. Vsi do zadnjega so se ujeli vanje. Veverica je hlipala, vidno pretresena. Sova in medved sta jo ravno za silo pomirila, ko se je spet začelo. Tokrat z ježem. V svoji luknji je tulil in ni hotel ven. Daj no, jež, ne bodi taka reva, ga je bodril medved. Pridi ven. Jež pa ne. Končno je toliko popustil in odprl okno. Medved in sova sta imela kaj videti. Vse njegove bodice so se spremenile v marjetice. Nikoli več, je tarnal ves prestrašen, si ne bom mogel prinesti domov hruške, umrl bom od lakote, ampak še prej me bo pobralo od sramu. Čudaško, si je mislila sova, jež pa je nadaljeval. Vsega je kriva groznovilca. Dala mi je čarobni prah in rekla, da se mi bo hruška namnožila, če jo posujem z njim. Posul sem jo nabodel na hrbet in pohitel z njo domov. Doma pa tole. Čarobni prah, se je počasi začelo svitati sovi, je bil črn? Ja, je kimal jež. Je smrdel in bil moker? Je potrdil jež. Sta ga dobila tudi polh in veverica? Jež je prekimal. Čarobna mivka, sta v en glas rekla medved in sova. Jež z nama. Kaj? Takšen, se je zgrozil jež. Nikoli. Zakaj si pa hotel več hrušk, se je ujezila sova. Ti ni bila ena dovolj? Zdaj pa vam zaupam še eno skrivnost. Groznovilce si nisem izmislila čisto sama. Pomagal mi je moj sin. Nekega dne, imel je 2 leti in pol, je prišel iz vrtca in je ponavljal groznovilca, 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 groznovilca. Meni je bila ta beseda zelo všeč in sem ga vprašala, a je to pravljica, ki ste jo brali v vrtcu, in on je odkimal. Trdil je, da niso in da taka pravljica ne obstaja. Ko sem pogledala še v Google, je bilo vse res in takrat sem si groznovilca vzela za svojo. Ker pa imamo avtorji do svojega dela pravico, se pravi avtorske pravice, sem tudi njemu za groznovilco kupila veliko škatlo Lego kock.